Potem je peta volilna enota je Jože Žlavs in Marjan Berložnik. Jožeta Žlavsa poznate kot menedžerja Veselih Štajerk, tisti, ki hodite na kakšne veselice. Poudarite sicer, da nekih srečanj večjih ne boste organizirali, ampak vseeno nekako bo treba pač ta vaša stališča predstaviti ljudem. A niste zdaj nič razmišljali, pač, ker se priložnost ponuja, da bi pa vseeno kakšno veselico organizirali z Veselimi Štajerkami, naprimer, ko imate ravno veze zdaj prek menedžerja? Čas velikih srečanj je minil. Treba se je v tej javnosti drugače predstaviti. In zato smo se odločili, ne samo zaradi tega, tudi zaradi tega, ker nimamo dovolj sredstev, da bomo pristopili v krajih in v enotah do ljudi. Princip naše volilne kampanje bo od vrat do vrat, od človeka do človeka, od skupine do skupine in to bomo poskušali z našimi kandidati uspeti. Dejstvo pa je, da so mediji danes drugačni. Če je bilo pred 140 leti na Taboru veselje, govorniki so vzkipevali od veselja, potem je ob zadnjem taboru bil občutek, kot da je pred nami neka sedmina. Pa še na sedminah, tistih pravih, veste, na laseh, je najprej lepo spodobno poslovitev od pokojnika, potem je pa tisto veselje, ki ga pravzaprav ljudje žarevajo, ki razumejo, da grejo pač v drugo posmrtno življenje. To je morda za kakšnega malo odmaknjen način življenja, ampak tako se v Sloveniji dogaja, tudi na vaseh, pa ne samo na vaseh, med vsemi državljani in državljankami, ki so seveda katoličani in imajo pred sabo seveda neko drugo perspektivo, ne samo turobnost in vsakodnevno preganjanje časa zaradi tega, da se pač mine tistih 24. Mi želimo v ta prostor nesti veselje. Ne verjamete, gospa, pa verjamete. Seveda, da bo luštan, ne? Tako je. Se ni veselica najboljši način za to? Veselice so, gasilske veselice so za nekaj drugega. Veselice za politične nastope. Veselice, kjer se predstavljajo politične projekcije, strategija, pa mislim, da to niso več. Slovenija je postala država, v tej državi se živi drugače. Da pa morajo biti gasilske veselice, da morajo biti veselice za mlade, kjer se seveda vzgaja ne zato, da potem prehajajo potem do konca do metadona, ampak da se dejansko veselje razživi, ne? Potem, spet bom primerjavo dal, ne? Si morate misliti, kako pošteno delamo za našimi ljudmi. Tisti, ki postane alkoholik, bi mu vsak dan dostavili na mest litra mleka še 2 litra vina. Ne? To je princip zdravljenja z metadonom. Je to prav? Se strinjate s tem? Razmišljate o tem? Vidite, tak način je v tem trenutku, v tej civilizaciji v Evropi. Zakaj ne bi dali vsakmu pijančku še vsak jutr 2 litra vina, če damo en mok na metadonu? A ne bilo to prav, pošteno? Če se seveda pogovarjamo o tem, da je svoboda brezmejna. Potegnemo paralele, kajti to so tudi vaše paralele. In dajmo v teh razmišljati.